Lep pozdrav, hvala, da ste tukaj v takem velikem številu. Današnjo ceno antropocena imenuje se Zrak, oziroma Zrak, kakorkoli se to bere. Bomo začeli z 10-minutnim kratkim filmom, izjemoma. Zato bom goste predstavila po filmu. Zdaj pa lepo prosim avtorico Anjo Medved, ki se ji zahvaljujem za ta film, za kratko predstavitev tega, kar bomo zdaj pogledali. Hvala, jaz sem zelo vesela, da sem danes tukaj. Ta film namreč ni bil nikoli predstavljen in bi bil skoraj da pozabljen, če ne bi srečala v kanalu Irene, ko je bila predstavitev filma v Soči, Trenutek reke. In znotraj tega filma je tudi en kratek izsek posvečen tematiki azbesta in azbestoze. In nekako sva začeli govoriti, da bi to lahko predstavili. In potem sem se spomnila, ja, imam celo narejen kratek film, ki pa naj bi bil, narejen je bil leta 2011, in naj bi bil del enega omnibusa v okviru festivala Pravo ljudski, in avtorji, ki smo bili tisto leto tam prisotni, iz celega sveta naj bi predstavili kratko temo, ki se dotika človekovih pravic iz svojega okolja. In seveda je to, se mi je zdelo zame osebno tisto najbolj pereča, najbližja mi je ta tema hudega kršenja človekovih pravic. Ne samo, ker sem tam doma, ne samo zato, ker smo o tem delali film o Soči, ampak tudi zato, ker so moji družinski člani umrli zaradi azbestoze. In še vedno smo v tej fazi, ko nekako ne vemo, kaj nas lahko doleti. Bi pa rada omenila v tej priliki tudi, da smo ob snemanju tega filma v Soči takrat organizirali pogovore prav na temo, kaj nas lahko Soča danes nauči o našem odnosu do reke in do okolja. Ta srečanja so se klicala Soča sooča in v Desklah smo takrat imeli pogovor z Antonom Komatom in z Vasjem Badaličem in že takrat smo odprli to vprašanje, kaj se dogaja s sežiganjem smeti, ali je možnost dioksina. Takrat smo govorili o neki, da bi probali poiskati eno najstarejšo kokoš, ki se pase nekje tam v bližini in da bi prišli do nekih meritev. Seveda bi mogli za to sami plačati, takrat je bilo to nekih 600 evrov in je bilo to takrat pač že problem. Tako da mislim, da se ukvarjamo z istimi vprašanji tudi danes in sem zelo vesela, da nas je zmeri več in da bo stvar enkrat rešena. Sem imela 14-15 let, ker sem hodila v kanal s kolem po enem kraju. In pole greš naprej, gor vidiš pa Anhovo, ne. In pa sem se mislila, ma ko so srečni tisti ljudje, ki delajo tam. Skozi sem se mislila, Marjama, da kdaj jaz prišla tle v fabrik. Prosojno bil oblak lebdi dan in noč že leta in leta nad kolinom Soče, ki se iz globoke skalnate tesni za kanalom razleze v prostornejše korito. Tehniških zidov, temveč tudi tistim z obronkov Krasa in iz Vipavske doline. Ritualho, to je bila loterija, ne? Torej se pravi si zadel glavni dobitek, bi rekel. Ne? Ker ne samo, da je bila največja industrija tlele na Horiškem, ne? V tistem cajtu.
ampak je proizvajala material, ki je stalno bil konjunkturen. Je bila cela, ne samo Slovenija, cela Jugoslavija je bila v izrabi. Obsoški orjak je lahko ponosen na svoje delo. Ponosen ne samo zaradi izrednih dosežkov v proizvodnji cementa in salonita, ne samo zaradi tega, ker ime tovarne spoštljivo in z zaupanjem v kakovost njenih izdelkov izgovarjajo tako v Jugoslaviji kot v 25 deželah Evrope, Afrike in Azije. Ponosen je lahko tudi na svojo skrb za delavca. Jaz, ko sem prišel v Anhovo, normalno, da kdo je pa vedel, kaj je od azbesta, ne. Se pa spomnim tako, ko so se pogovarjali, ja, da zelo mladi umirajo ljudje v tej dolini, ne. V glavnem varnostniki so bile, samo niso smeli povedati. Zdaj, da niso smeli? Ja. Ne vem. Pa je se začalo umirati, vse to, ker se praznili skoraj vsi, ne. In pa se pojavljali, ne. Da je možno, da so nagnjeni na to, da je neka megla na pljučih, pa kaj jaz vem, tako se je začelo pole, ne. Sploh noben nič ni vedel. Jaz sem zvedela šele, veš, kdaj sem zvedela, 84. Takrat, ko so začali pošiljati na pregled vseh teh delavcev. Smo šli na Golnik. In hore smo povedali, da je azbestoza. Med prvimi v Evropi so v Anhovem uporabili poseben skrajšani postopek zorenja salonita, tako imenovano avtoklaviranje. Po starem postopku so morali namreč azbestcementni izdelki zoreti nekaj tednov. V avtoklavih salonit dozoreva in se plemeniti pod visokim pritiskom in visoko temperaturo v nasičeni pari le nekaj ur. Tako popraševanje je bilo po cementu, ne, da ni smelo stati nič. Ko je bilo 80 stopinj, pa smo ležali noter. Oblahati, pečim se. In pa ti, ki so oblahali vse. To so še, vsi so šli. A ni enha. Cel ponoči si naredila, pa podne je že šla na vagon ali pa na kamion. In to je bilo bolj nevarno? Ja, sigurno. Posebno na koncu tisti, ki so stružili, ne. Pa plošče, ki so rezali, ne. Vi imate tudi azbestozo? Ja. Ma se moraš misliti, si jim dal tisto boho masko z tetra vlagave. Ja, in še tiste niso hteli nositi. Jaz sem zmislila, ker sem kakšenkrat peljala na Holender ali kaj takega, ne. Ma je rekla, ma se ne moreš dihati pod tisto, me je rekla. In si vsi po tisto azbest dol, in pole vrhli noter, ne, in vse pomest, bogarče je bilo, ki je azbesta po tleh. Kdo je hladil tisto, na tistih vrečah, tista smrt? Kdo je tisto hladil? Nisi niti pomislil, ne, da je strupeno. Se vrhlo vrečo, če je šlo pa ven. Pa azbesta je šlo ven. In potem tam smo spali vse, ne, ker smo čakali, da je prišel drugo. Zdravstvena pa služba varstva pri delu so začeli dajati delavcem na teh izpostavljenih mestih, ne, mleko, kot antidot, ne, torej proti strup, ne. Vsega stroj ne zmore. Le delavčeva roka lahko da pravo obliko fasonskim izdelkom.
A z delu Horke je umrla Karla. Takrat so dali odškodnino, se mi zdi enih 800 000 njej, to je bilo malo prej, ko je umrla, je delovski svet sprijal, ker sem ga zdaj pogledi, človek je vreden 1 stoenko. Vem, da je bila takrat stoenka okrog 800 000. Jaz takrat, ko je žena zbolela, ker sem bil na Golniku z njo in pol, ko me je ta zdravnica noter poklicala, ne, in mi je povedala pač, da je rak, da je mezoteliom, sem rekel, kako se rekel, se je bila komi 2 leti dol, ne, jaz sem bil 20 let. Ne. Ja, je rekla, se ni treba, je rekla, da ste niti tam, je rekla, se zoste, enkrat, da ga napačno nekje dobiste v pljuča, ne. To je bilo kulava, to je bilo fez, da se je hrad, si strdilo, ne, in ti se oblikoval, ko se tjev. Rečem, da tiste stroželje, ki smo strožili cevi, tja se je vozilo po domovih. Tja po domovih se dela tlak. Se je bil filc po tleh po celi sobi, pa tapeti iz filca, pa ma vse, Marija, pa krihal se hor, a dobiš filc od plošč ali ne. Marija. In tisti filci so bili puhni azbesta, ne? Ja, to je šlo kar hitro. Pa ni bilo nič posebno, malo težko je dihala, malo vročince, take stvari, ne, ampak ko greš pa, no, njej so celo pa v ključ odstranili, ne, kot možnost ozdravitve, ne, pa ni bilo pomoči. Jaz, ker upam spat, študiram, Daskljan, prav Daskljan, niti eden je čakal 80 let. To je že eden, to je mafija, Mafija, tu je išel za azbestozo, To so kar vsi so to. Poledi dole je Štefan, dole je Fonze je hor na vrhu, ne. 41-letnik, 2010. Nič mu ni bilo do konca, kar ne, v enem mesecu je šel. Tako hoj tudi to je Bismenski, to smo delali skupaj. Zdaj se bomo konsolidirali.
Lep pozdrav še enkrat. Zdaj potem, po tem uvodnem filmu, ki je zelo veliko povedal o tej zgodbi, zaradi katere nas je vse lahko v bistvu, se počutimo zelo nelagodno in nas je lahko kot državljane tudi delno sram, da to se je dopustilo o tem kasneje. Lepo pozdravljam še enkrat goste. Z mano so profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Potem sledi gospod Franc Bevčar, član društva Eko Anhovo in Dolina Soče. Potem gospod Uroš Macerl, predsednik društva Eko Krog. In na koncu gospod magister Tomaž Ogrin, kemik, sicer pa dela na inštitutu Jožef Štefan. Zraven mene na desni je predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, gospodarstvo, vse to v standardni obliki, ko se je potrebno soočiti z ljudmi, ki čutijo posledice odločitev na področju okolja. Tako da tudi pozdravljeni o tem kasneje. Skratka, povabili smo tudi njih po enem tednu dogovarjanja, ali bodo prišli ali ne, kaj bi sploh govorili in kaj ne. So se odločili, da pač ne pridejo. Tako da hvala lepa, če gledate. Uvodoma na kratko o Anhovem, še par poudarkov, morda preden začnemo s vprašanji. Desetletja so v tamkajšnji cementarni, delovati je začela 1921, proizvajali azbest cementne izdelke in skrivali problem, se pravi nevarnost azbesta. Vedelo se je, da je azbest tehnično izjemen material z lastnostmi, kot so elastičnost, negorljivost, vezivost, odpornost na vlago in korozijo. Ni električni prevodnik, je dober termalni in akustični izolator. Skratka, nenadomestljiv material za industrijo, a je pač nevaren in tako kot smrtonosen. Ne? Obstajajo dokumenti iz leta recimo 69, sem ga videla, ki govorijo, kako so na Golniku pregledovali 40 pacientov iz cementarne Anhovo s sumom na azbestozo, se pravi, vedelo se je že kmalu bistveno prej, kot se je o tem problemu govorilo. In obstaja recimo dopis iz leta 1979, ko je kanadski dobavitelj azbesta, Turner Asbestos Fibers Limited, pisal v cementarno Anhovo, ponovno naj vendar ukrepajo in delavce zaščitijo. Se pravi, to je bilo tudi bistveno preden se je karkoli zgodilo. Z azbestom pa se je dejansko nehalo delati šele 20 let kasneje. Leta 1996 je bil sprejet zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Formalno je bilo to 20. decembra 1996, od takrat na območju Republike Slovenije prepovedana proizvodnja azbest cementnih izdelkov in njihov uvoz. 10 let kasneje, 2006, je država sprejela nov zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom, uvedla je shemo za odškodnine. Maksimalna za tako rekoč umrle znaša 41.660 evrov, to je, sem preračunala, trenutno 14 kvadratnih metrov stanovanja v Ljubljani, a to danes ni tema. Hkrati je ta ista država skoraj istočasno, in tukaj pridemo do problema, o katerem bi danes več govorili, ko je zakon izkušala popraviti nepopravljivo napako z azbestom in ki je po ustavi dolžna skrbeti za zdravo življenjske okolje, dopustila in dopušča, da v Anhovem naprej obratuje obrat cementarne, ki je tudi sosežigalnica, sežiga odpadke. Ta hip ima tovarna Salonit Anhovo okoljevarstveno dovoljenje, torej to dela povsem zakonito, da ne bo pomote, za proizvodno cementa. Dnevno lahko proizvede 3180 ton cementnega klinkerja, hkrati pa lahko letno sežge 108.960 ton odpadkov, od tega 15.560 ton nevarnih odpadkov, ali če to preračunamo na povprečno na dan, je to skoraj 300 ton odpadkov dnevno. Se tam sežge trenutno, se pravi v okolju. V okolju, kjer so imeli že enkrat azbesta. Salonit ima trenutno dovoljenje za sežig 89 odpadkov, tudi nevarnih, med njimi so odpadna hidravlična olja, olje za izolacije, kalužna olja, živilske maščobe, zaščitna oblačila, onesnažena z nevarnimi smovmi, gume, blato za čiščenje komunalnih odpadkov, odpadna plastika, tiskarski tonerji, če ste se kdaj spraševali, kam grejo. S kurjenjem teh odpadkov Salonitu jim rečejo alternativna goriva, zdaj pridobijo 65% približno potrebne toplote za izdelavo cementa oziroma klinkerja. Tovarna Salonit, še mogoče to povem, je že nekaj let v avstrijsko-italijanski lasti, večinski lastnik je avstrijski Vik Wittersdorfer Alpecom iz Celovca, ima 75%, 25% pa ima italijansko podjetje Buzi Unichem. Salonit ima zdaj nekaj čez 200 zaposlenih, včasih so zaposlovali 2000 ljudi, je zgolj zadnja 3 leta pridelal nekaj okrog 28 milijonov čistega dobička.
od tega pol lani, se pravi, mu gre na boljše, in od tega so si lastniki prek dividend izplačali 19 milijonov. Podjetje, ki v zadnjem poročilu samo zase navaja, da je v odličnem finančnem stanju, to še nisem videla v življenju, da bi v letnem poročilu pisalo, že vrsto let ni plačalo niti evra davka od dobička, zopet povsem zakonito, zaradi pač različnih zakonitih možnosti, olešav, toliko za začetek. Začela bom z vami, gospa dr. Dodič Fikfak. Ko ljudje v Anhovem in Desklah, gre za naselje z okrog 1600 ljudmi, govorijo o zaveznikih, je vaše ime vedno med prvimi ali pa prvo. Vi ste že pred desetletji v kleteh te tovarne raziskovali, kaj se je tam dogajalo, sem slišala. Lahko malo o tistem obdobju začetnem vašega stika z Anhovem poveste? Pa na mikrofon, prosim, govorite, kar snimam. Moje delo se je začelo 20 let nazaj in sicer bila sem nekje na izobraževanju v tujini in takrat se je pojavila ena teorija, se veste, znanstvenike se da tudi kupiti. To je bila tako imenovana amfibolna teorija. Pojavila se je med raziskovalci tujimi, ne našimi, in sicer govorilo se je o tem, da je nevaren ali karcinogen samo en tip azbesta. Mi smo takrat dobili pogovore med kanadskim predsednikom pa Blairom, pa to je bilo tisto obdobje, ko so se dogovarjali o teh stvareh. A veste, to so stvari, o katerih se dogovarjaš tako, ker gre za veliko denarja. No in takrat so 4 znanstveniki ugotovili, da je en tip azbesta, to je tisti Anhovci, ki se tukaj boste vedeli, to je plavi azbest ali rjav azbest, da je bistveno bolj nevaren kot bel azbest. Bel azbest je pa krizotil. To je bilo po eni strani razumljivo, zaradi tega, ker se vse delalo z belega azbesta, skoraj 95% vse porabe in proizvodnje je bilo belega azbesta. Medtem ko amfibolov je bilo pa zelo malo. No in mene je to takrat razjezilo in sem se dogovorila nekako, da dajmo pa dokazati, da sta oba krizotila nevarna, se pravi beli, oba tipa azbesta, beli in amfiboli. No in tako sem se vrnila iz tujine samo za to raziskavo in sem prišla v fabriko, kjer moram reči, da je bil takrat en direktor, ki se ga še zdaj s hvaležnostjo spominjam, zato ker bi mi lahko rekel, da mi ne dovoli vstopa. Saj mogoče mi je bilo potli zelo žal, ampak dejstvo je, da so mi dovolili vstop, tudi seveda takratni direktor Funda ni imel nič proti. Bili so pa enkratni ljudje. Torej jaz sem rekla, da sem delala med mišmi spodaj v kleteh. Vsi fajli so bili tako natančni, da so se moji ameriški kolegi neskončno čudili, da je to mogoče samo iz socialističnih držav. Vse do niti enega človeka, enega nisem našla od 570, ki sem jih iskala, in tistega sem našla na pokopališču. Ampak vse druge sem našla v fajlih. Moram pa reči, da to je bil prostor, kjer smo se dobivali z delavci, eden gospod sedi tam zadaj, kjer smo se dobili, kjer so mi pojasnili, če česarkoli nisem mogla najti, sem šla gor in sem rekla, dajte mi prosim zvedeti, kje je ta človek, in se je takoj vzpostavila mreža po celi Soški dolini, tako da smo lahko vsakega identificirali in za vsakega vedeli, od prvega dneva, ko je začel delati, dokler ni ali umrl ali se upokojil. To so bili res težki, ampak čudoviti dnevi. Vi ste potem nekako dokazali, da je ta beli tudi rakotvoren oziroma da je to enak problem? Ja, samo tukaj je bil trik, ne? Če si na prvi pogled raziskoval, ni bilo kakega posebnega tveganja. Ampak če si pa imel latentno dobo, to je čas od prve ekspozicije do pojave raka in ne boste verjeli, bil je več kot 30 let. Torej jaz sem raziskovala pljučnega raka. Za mezoteliom je bilo takrat že celemu svetu jasno, da mezoteliom povzroča azbest, ampak za pljučnega raka pa ne. Posebej še, ker morate vedeti,
da je bilo v Anhovem 80% kadilcev takrat in to se je pa drugi boj začel. Kako dokazati, da so kadilci, namreč azbest in kajenje povzročata popolnoma enakega raka, kako dokazati, da azbest sam, tudi če ljudje niso kadili, povzroča seveda pljučnega raka. Ja, to smo dokazali. Zdaj mogoče preden grem k drugim sogovornikom še vas. Zdaj smo v nekem vrhu tega števila obolelih, ki je bil nekako pričakovan za boleznimi, ki so posledica proizvodnje še azbesta. Rekli ste sami, da da doba je zelo dolga, preden to izbruhne. Gre za specifične bolezni, a lahko navedete statistike, kaj to pomeni? Recimo, jaz sem zdaj našla gradivo Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom. Lansko leto je komisija potrdila 45 novih primerov obolelih za posledicami azbesta, od tega 25 primerov mezoteliomov. V letu 2017 je bilo takih primerov 9, skratka, to se pravi krat 3, pa še več krat. Ja, zadeva je taka, azbest povzroča več bolezni, mi mu pravimo ubikvitarni karcinogen, to pomeni, da ne povzroča samo enega ali dva, ampak številne. Tisto, kar Slovenija prizna, je rak na pleuri, ki mu pravimo mezoteliom in je v Anhovem nažalost preživetje okrog 14 mesecev, od dneva odkritja do smrti. Ta drugi je pljučni rak, ki je preživetje enako, vendar imamo še azbestozo tukaj, potem imamo pleuralne plake, potem pa imamo še cel kup rakov, ki jih pa država neposredno ne priznava. To je rak na debelem črevesu, rak na, zagotovo se ve, da je rak na grlu in rak na ovarijih ženskih povzročen z azbestom, da so pa drugi raki tudi verjetni. To je rak na debelem črevesu in rak na ledvicah. Pri nas imamo s temi raki težave. Jaz sem se zelo trudila, da bi tudi rak na grlu pa rak na enem delu debelega črevesa priznali direktno, tako kot priznamo mezoteliom, vendar sem bila predvsem med zdravstvenim osebjem neuspešna. Tako da tisti, ki ima to vrsto raka, mora iti na sodišče in seveda upati, da bo dobil dobrega izvedenca. Zdaj bi postavila rada vprašanje gospodu Bevčarju iz Anhovega. Prosila bi se, da mikrofon vzamete. V bistvu bi vam postavila, če tako rečem, retorično vprašanje. Ali se v Anhovem počutite, da država izpolnjuje 72. člen Ustave, ki govori o pravici vsakega do zdravega življenjskega okolja in da država skrbi za zdravo življenjsko okolje? Vi osebno ste izgubili tudi pač zelo veliko pri vsem tem. Ja, dober dan. Ja, če so komu kršene pravice do življenja v čistem zdravem okolju, so sigurno kršene nam, krajanom srednje Soške doline. Ker sigurno ni kraja, vsej v Sloveniji ali pa tudi širše, ki je plačal na račun industrijskega osnaževanja tak davek, kot ga plačujemo mi, ne. Ker to toliko bolezni, toliko 2600, mislim, da je priznanih azbestnih bolezni, pa jaz poznam ogromno ljudi, ki niso še niti slika, zaradi tega, ker jih je straha, ne. To je, strah je toliko prisoten. Koliko bolezni, koliko smrti, koliko trpljenja, koliko otrok je ostalo brez staršev, to ni mogoče primerjati z nobenim krajem drugim, ma ne v Sloveniji, tudi širše, ne. In nažalost ta stvar niti ni končala, se že začenja nova stvar in v bistvu je iz dneva v dan hujše. Mislim, hujši apetiti so po naši dolini. Sedaj v zadnjem času postajamo že skoraj neka kolonija Italijanom, kar se v bistvu pri nam dela samo klinkar in se izčrpuje hrib enormno in se vozi klinkar v Italijo, to je pol proizvod, ne, in ne vem, kje je konc teh stvari. Ne. O tem bomo... Rad bi pa še povedal, glede prvega vprašanja, ki je gospa Dodič imela, da to se ne tiče samo, ko si reka, 1300 ljudi, ki živijo v krajevni skupnosti Anhovo, ampak te problem je dosti širši, ne.
Vi morate vedeti, da Salonit, koliko je zdaj trenutno, ima dovoljenje, da za 620,000 kubičnih metrov izpustov na minuto. Zdaj, te podatke ste vi recimo prosili za njega, a niti ne podajo. Pa tudi, če je pol manjši, ne, je to 6-7, koliko je to, milijonov kubičnih metrov na dan. Ne. Kje to, ti dimni plini, kje te končajo, ne vem, noben ne ve verjetno. Ne. To bomo mogoče še vas vprašam, kako je danes, če opišete te recimo življenjsko okolje tam. Rekli ste, da zdaj je tam cementarna, ki se žiga odpadke, tu je ogromno nekih izpustov. Ta cementarna zase pravi, da sodi med najsodobnejše evropske cementarne, o tem bomo veliko govorili kasneje, tako po okoljskih kriterijih kot po učinkovitosti. Kako pa se vsakodnevno čuti prisotnost v Anhovem sosežigalnice in cementarne? Kako to občutite? Verjetno so tam tudi tovornjaki, ki to dovažajo, to je zelo mala skupnost, ki nima avtoceste, ampak ima ozko cesto tamle. Malo prosim opišite te stvari, ki vsakodnevno, tudi mi recimo, ko smo bili tam, je en von, bom rekla, ne bom rekla smrata, ne? En von, ki je specifičen. Skratka, tam imate vsakodnevno neke stvari, ki so povezane tudi s tem, kar se tam še naprej dela. Ja. Moram reči, da v zadnjem času, mislim, oni imajo tako domišljijo glede teh goriv, ne, v bistvu, ker sem jaz delal v cementarni, so se klicali alternativna goriva, pol so prišli do sekundarna goriva, pol smo prišli na 2D gorivo, zdaj so začeli uporabljati 3D gorivo, ne, in vsako gorivo, ko pride, prinese nekaj svoje posebnosti, in zdaj zadnje čase, kar so začeli kuriti s temi 3D kao po njihovo 3D gorivo zelo smrdi, ne. In zrak je obupen. V bistvu vse, če tam živiš, mogoče se tako navadiš, da niti ne tako čutiš, ampak kad priješ od drugod, te začne v nos peč, to reže, to je smrdi, to je grozno, ne. V bistvu lahko imenuješ, kakor rečeš, ampak smeti so smeti in to pač smrdi, ne. In pri takih količinah pač je tako, ko je. Ne. Se pravi, 300 ton odpadkov dnevno tam v povprečju se sežge, to je pač za primerjavo. Ja, kamionov je pa toliko, mi smo se zadnjič v društvu organizirali, smo 12 ur na cesti šteli kamione. Mislim, da smo jih prešteli 200, ja, v tovarno mislim, da je šlo v 12 urih 200 pa 40, nekaj taha, se ne vem, Milovan, koliko je šlo? 200? 300 je šlo noter, pa toliko prišlo ven v 12 urah. No, veliko tega, kar ste zdaj našteli, rekli, o tem bomo tudi kasneje govorili, po mnenju tovarne Salonit, njenih direktorjev, ki noben, ne vem, če je to zanimivo ali pač ne, pa to dejstvo ne živi niti v Anhovem, niti v Desklah, ampak vsi živijo v Gorici stran in njihove odvetniške pisarne. Sploh ne bi smeli reči, skratka tukaj veliko stvari ste tudi z tega vidika zastrahovani, ko karkoli poveste o teh stvarih, ki ste zdaj, o tem bomo čisto na koncu govorili. Zdaj bi pa prosila gospod Macelj, tudi vas, tudi vi nedavno spet niste bili tiho, bom rekla, hvala Bogu, in ste vznemirili pravno osebo Salonit. Salonit je prek odvetnice Nine Zidar Klemenčič zahteval umik ene študije, ki ste jo naredili v društvu Ekokrog in v kateri ste uporabili v bistvu podatke, ki so javno dostopni, do katerih ste lahko dostopali. O tem je bilo zdaj veliko v javnosti že govora. Študije ima naslov Sežiganje odpadkov v cementarnah, primer Salonit Anhovo. Niste umaknili spleta, ostala je gor, še vedno je gor. In zdaj vas bom čisto kratko najprej, ali ste to tožbo, ki je bila nekako nakazana, strani Salonita dobili? Lep pozdrav vsem. Ne, nismo. Nismo, zaenkrat ne. Moje osebne mnenje je, da je ne bo. Ampak mogoče se motim, ne. Tako da smo pa pripravljeni tudi na to, da pride. Vi ste v tem dokumentu na 10 straneh, veliko se je govorilo o tem pravnem pritisku na umik te študije. V bistvu je pa zelo pomembno tudi, kaj v tem dokumentu samem piše. To je 10 strani, v bistvu relativno kratek dokument. Navedli ste vrsto uradnih podatkov, ki so zgovorni sami po sebi. Naprimer, navedli ste podatke Agencije RS za okolje, ki kažejo, kako zelo se je od leta 2007, ko je Salonit dobil veljavno dovoljenje za sosežig odpadkov, in letom 2012 povečale emisije nevarnih snovi. To je tabela, benzen se je recimo povečal za 92%, amonijak za 178%,
živo srebro in spojine za 474%, nikelj za 43%. V letu 17 so te vrednosti nekoliko nižje kot 12, a še vedno neprimerljivo višje kot pred pridobitvijo dovoljenja za sosežig odpadkov leta 2007. To kažejo uradni podatki Agencije za okolje. Vi pa tukaj ne opozarjate samo na problematiko Salonita konkretno, ampak na neko sistemsko problematiko ureditve sežigalnic, sosežigalnic odpadkov pri nas, na nedopustno razlikovanje dovoljenih emisij pri sežigalnicah in sosežigalnicah. Dali ste celo 4 zelo konkretna priporočila, kaj bi bilo treba narediti. Dajte prosim povzeti malo, kaj so glavni poudarki te vaše študije, na kaj opozarjate na tista 24-urna povprečja, pač kar je bistvo tukaj pri tej študiji. Ja, v bistvu mi smo se na nek način kritizirali sežiganje odpadkov v cementarnah. In Salonit Anhovo je pač sam simptom tega. Smo pa študijo naredili na primeru Salonita Anhovo, ker je to trenutno edina cementarna v Sloveniji, ki sežiga odpadke. Seveda smo upozorili na ključne stvari, za katere ste jih zdaj že nekaj našteli, za katere mislimo, da so v vsakem primeru potrebne, da opozorimo na njih, da so velik problem sedanje družbe, sedanje ureditve, ravnanja z odpadki, krivice, ki se dogajajo ljudem, ki živijo ob cementarnah in izjemno slabega nadzora in seveda dali neka priporočila. Ob tem pa smo seveda tudi opozorili na nedopustne pritiske, ki se izvajajo na vse ljudi, ki si upajo glasno kritizirati to, kar se dogaja. Ne? No in če pogledamo, kar se same cementarne tiče, moje osebno mnenje, ne, da zadeva ni seveda samo slovenski problem, je evropski in pa svetovni problem. Jaz ne vem, katera cementarna je prva na svetu dobila dovoljenje, da sežiga odpadke. Ampak ko je tista prva dobila dovoljenje, da jih lahko uradno sežiga, v tistem trenutku tisti cementarni ni bilo več potrebno dati denarja in plačati energenta, ampak je dobila plačan energent. In vse ostale so v tem trenutku postale povsem nekonkurenčne tej. In seveda verjetno je nastopil nek trenutek, ko je nastopila neka izbira, ali so vse ostale uprejo temu, da ta tovarna ima dovoljenje, da za energent uporablja odpadke in dosežejo, da se ji ta dovoljenje vzame, ali pa vse ostale dobijo ista dovoljenja. In kapital je pač pokvarjen in vsi so zagrabili tisto drugo umazano možnost. Ne? Vsi so pridobili dovoljenja, da sežigajo odpadke. Ker pri sežiganju odpadkov pač mogoče se grdo sliši, se pač dela z dreka zlato. In to na najbolj umazan, grd način in žrtve smo, bom rekel, ljudje, ki smo živeli ali pa živijo ob takih cementarnah, od tistih starejših pa do tistih še nerojenih. In na nek način s tem, ko se ustvarja tako veliki dobički, se ustvarja tudi zelo velika možnost, da se s tem kapitalom, ki se ustvarja, vpliva na politiko. In seveda s tem, ko se vpliva na politiko, pa vsi vemo, da kdo piše zakonodajo. Ne? Zakonodajo piše politika. In se piše v državnih svetih, v državnem zboru, v raznih političnih organizacijah se zadeve formirajo in tako pač nastanejo te cementne uredbe, ki dovoljujejo cementarnam bistveno više mejne vrednosti od mejnih vrednosti, ki so predpisane za specialne sežigalnice. Ob tem pa seveda poudarjamo, da so pa pretoki plinov skozi cementarne enormni, res bistveno večji in seveda na koncu pomeni, na koncu leta tukaj večjo količino nevarnih odpadkov v okolju. Ne? In pomeni tudi to, da so ljudje, ki živijo ob cementarnah, pač žrtvovani drugorazredni državljani. Kaj pa to, recimo, tudi opozorili ste na to 24-urno povprečje, se pravi, ko se nekako objavlja te podatke, se ne objavlja trenutne vrednosti neke emisije, ampak se vedno skladno zakonodajo zopet računa povprečno tržno vrednost. Kaj pomeni povprečje? Verjetno vsi, ki smo imeli matematiko v osnovni šoli, vemo. Ne? Vi ste dali tam en dober primer, ga lahko ponovite o vožnji z avtom, recimo, da si predstavljamo, kaj to pomeni. Ne? Ja, v bistvu ob tem, da se izvaja tako nevarna dejavnost, kot je sežig odpadkov, je pa, bom rekel, nadzor nad to tovarno čedalje slabši. Ne? Če pogledamo samo 2005 primer Lafarge cementarne v moji vasi,
na moji kmetiji meritve, polurne meritve smo lahko spremljali. In urne meritve. Res, da nam niso potem hoteli dati uradnih podatkov, ker so bili pač zastrašujoči, ampak smo jih spremljali in izvajale so polurne in urne meritve. In to kar nekaj let. Kar pomeni, danes so pa, bom rekel, tehnologija izvajanja meritev se je posodobila. In to je danes narediti bistveno cenej in bistveno lažje. Ampak oni to vejo, ne? In so si že uredili v zakonodaji, da tega ni več potrebno. Lahko gledamo dnevne poprečke, mesečne poprečke, letne poprečke in v teh poprečkih seveda se vse, kar je bistveno, zgubi. Ne? Tako, če damo primer, lahko se jaz v poprečku peljem iz Trbovlj do Ljubljane 60 km/h. Ne? Pa se tudi vmes na 2 kavih ustavim, ampak vmes sem se lahko 3-krat mimo šole peljal, 120 na uro ali pa 150. In če ti dobiš naslednji dan dnevni povpreček tega, kaj si delal, potem je vedno vse BP. Ne? Tako kot, če gledamo en otok v kopalnici, če povprečno skozi njega lahko teče 1 kubik vode in bomo drug dan dobili, da je 23 kubikov stekel skozi ta otok, bomo vsi verjetno mislili, da ni bilo poplave. Ne? Ampak če se v prejšnjem dnevu 2-krat zabil otok, smo imeli 2-krat poplavljeno kopalnico ali pa stanovanje. In tako 1001 primer. Tako da te poprečki so pravzaprav narejeni samo zato, da skrijejo bistvo. Gospod Ogrin, mogoče za vas zdaj eno vprašanje. Hvala, ker ste čakali do zdaj. Vi ste kemik. Dajte nam malo povedati, kaj iz teh sosežigalnic, ki kurijo to, kar smo prej naštevali, se pravi od hidravličnih olj, živalskih maščob, gum, odpadkov, tonarjev, tudi rastlin in tako dalje. Kaj iz tega vsega uhaja v zrak, tudi ko se to med sabo meša in kuri sočasno? Kaj prihaja v zrak? Ja, Bog ve kaj. Mešanca, ki lebdi ali pa jo podihajo tudi, ne. Imajo tam v kraju meritve določenih plinov, ne, javno. Tako kot pri nas termoelektrarna je svoj čas tiste stolpce objavljala, ogljikov dioksid, monoksid, žveplov dioksid. Je pa polno drugih primesi, ki jih enostavno ne poznamo. Recimo klorovi produkti so lahko, ne, kot mi je znano, tudi iz primera Lafarge, vi veste, so uvažali plastiko, zdrobljeno plastiko iz Avstrije in sem enega našega doktorja Grilca vprašal, če je v navadi, da se ta plastika loči, da klorove plastike, PVC recimo, ločijo od ostalih, ne, ker dioksini pa furani so spojine, ker nastanejo s klorom. Ne. In če imaš ta klor not v odpadkih, se zna zgoditi, ker nikoli niso homogene temperature, da bojo tudi dioksini in furani nastali in bojo prišli morda tudi skozi dimnik. Noben, saj imajo neko kontrolo enkrat na let ali ne vem na koliko časa, to ni nič. Imajo tudi test, da mora biti toliko in toliko klora noter, pa potem pomerijo, obremenilni test, ampak kaj pa se vmes dogaja, pa noben ne ve. Ne? In tam sigurno tudi, ker uvažajo tudi to zdrobljeno plastiko, noben ne ve pravzaprav, kakšen je odstotek tega. Načelno, žal, ne, po tolikih letih ne moramo nobeni tovarni verjeti. No. Enostavno sebi ne bojo delali škode, ne, če tako rečem malo sarkastično. Ne. Tako da jaz sem malo sanjal zdaj, pa nekaj stvari tudi poskušam organizirati, da bi tele male letalnike, veste, helikopterčki, ne, da bi imel senzorje in bi jih nad dimnik poslal. Ne. Edina stvar, ki bi jim verjel, je, da greš nad dimnik, kaj v tistem momentu ven leti. Ne. Ampak ne vem, koliko časa bo trajalo. Jaz sem gledal po svet, nimajo še tega, ne, imajo za vse sorte, za tak pa ne. Ne. Pa recimo, da bomo morda se toliko organizirali, da bomo to naredili, ne. Ampak to je še bodočnost. Za zdaj pa ne vemo. Kar se tiče recimo azbesta, je groza. Ne. V Celju so z eksplozijo razrušili stare stavbe cinkarne, kjer je bilo polno teh azbestnih plošč gor, je šlo vse v zrak in kroži najbrž še zdaj, ko veter prenaša sem in tja.
en strokovnjak z inštituta Jožef Štefan, kjer sem tudi zaposlen, dr. Dražič, je razlagal meni o tem modrem azbestu. Problem je, da se cepi, neverjetno se cepi na vlakna, vedno drobnejša vlakna in pa se tista zapičijo nekam v pljučih ali pa drugam in dolga leta najbrž ni nič, ampak pol pa vi poznate bolj tole, pa nekaj nastane, ne, okoli tega. Zdaj imate tudi celo zavode, ne, koliko sme biti vlaken azbestnih v vodi in tako naprej. To pomeni, ampak ne vem, če kdo mer tole redno. Skratka, pol imate, sploh so vlakna, ne, silikozo od steklenih, pol imate volno, kameno volno, stekleno volno, izolacije, povsod, kjer se s tem dela, ampak azbest je še bolj, bi rekel, prodoren, tisto vlakno je močnejše kot druga. To so kompozitni materiali, tudi zdaj imamo epoksi, pa tako naprej, tudi neka vlakna noter, steklena. Ne vem, treba bo vse skupaj kontrolirati in jaz kot prvi korak bi rekel to, kar ste vi v študiji poudarili. Najprej je treba cementarnam spraviti sosežig na kriterije za sežigalnice. Ker Salonit je dosegel v zadnjem spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, da lahko kuri po nekih izračunih praktično 100% odpadke. Ne. Ja. Oni to tudi napovedujejo v svojih teh zadnjem internem, je to nekako razbrati iz njihove strategije. To pa ni več sosežig, ne? Ne, to je pa sežig, ja, in zato bi bilo to. Saj tukaj je že gospod Macerl v bistvu povedal to stvar, ki je razlog temu vsemu, se pravi, tukaj gre za neko logiko cen in stroškov. Ne. Tukaj verjetno je, za Salonit je kuriti z odpadki pač ugodneje kot s čimerkoli drugima, ne, verjetno v tem trenutku in to je narobe. Gospod Macerl, vi ste rekli, odpadek mora biti drag, sicer se jih ne bomo nikoli rešili. Pojasnite malo tole. Problem je pač, da to, kar ste prej rekli, da Salonit s tem, ko kuri z odpadki, dobiva energent, s katerim kuri in on ga ne rabi nabavljati. Se pravi, to je... Ja. Mislim, da je tukaj to dvojni problem. Ne? Eno, da ti s tem, ko to omogočiš tovarni, da dela zares velike dobičke. Ne? In naslednje vprašanje ob tem se seveda postavlja, zakaj je tovarni z tako velikimi dobički prizanešeno vlaganje v čiščenje dimnih plinov. Zakaj? Jaz bi razumel, da mogoče ena država, da se boji, ker ima eno samo cementarno, pa še tista vegetira in je čisto na koncu in hoče biti bolj neodvisna in imeti svojo cementno industrijo in tako naprej. Ampak danes vse cementarne delajo enormne dobičke in ni jim potrebo vlagati v čiščenje dimnih plinov toliko, kot je potrebno vlagati specialnim sežigalnicam. In ni nobene druge težave ni. Samo zahtevati je treba od njih, da se prečistijo dimni plini do te mere, kot se prečistijo pri dunajski sežigalnici ali pa pri kakšni drugi boljši sežigalnici. Ne? Ga je kar padel. Dobili smo komentar, v glasu se prvič gost z moje desne, ki je dol padel od vsega hudega. Ja, tukaj je to prvo vprašanje. Zakaj v bistvu jim dovolimo vse te milijonske dobičke, ki so povrhu tega še tuj kapital, grejo ven, od tega imajo Slovenije izjemno malo. Oni v bistvu v Sloveniji črpajo našo mineralno surovino, imajo tukaj kamnolome. Izredno malo gre na občino za ta za vse to, kar naredijo. Jaz mislim, da se tukaj v Eko Anhovo vejo, kakšne mala sredstva dobivajo občine od tega. Ne? Potem naredijo sam umazan del proizvodne, naredijo v Sloveniji in klinker že odpeljajo v tujino in tam delajo cement. Pomeni, čistejši del proizvodne delajo že v tujini. Ne? In seveda se vprašaš, kaj je tukaj slovenska politika razmišlja, kaj je tukaj, kakšna je cena tega, kdo tukaj to počne. Ne? In drugo, kar seveda je pa druga past, v katero se s tem lovimo, je pa, če bomo mi tako na lahkoten način sežigali odpadke, bomo imeli vedno ljudi, ki so žrtvovani, zato da bomo eni, ki lahko živimo stran od te tovarne, bolj lagodno delali z odpadki.
In drugo, odpadki ne bojo nek velik problem, zato ker bomo lahko še naprej kupili, zavrgli, sežgali, dokler pač čas ne bo pokazal, da je te zgodbe enkrat konc, ker zmanjka surovin in tako naprej. Ampak, dokler odpadki ne bojo dejansko dragi in ne bojo postali problem, se človeški možgani tudi s tem problemom ne bojo glih veliko ukvarjali. In če ti imaš velik problem, potem ponovadi človeški možgani in človek se tega malo bolj posvet in išče rešitve. In te rešitve seveda so, ne? In obstajajo. Samo lotiti se jih je treba in najti toprot in sistem spremeniti za kompleten, od redizajna izdelkov do ravnanja z odpadki in tako ponovne uporabe in vsega. Ne? In seveda, dokler pa imamo tak lahkot način sežiga odpadkov, pa bom rekel, je ta skrb človeka, bom rekel, dosti manjša. Velike kupice odpadkov je tisti problem, ki bo zmotiviral človeka, da bo začel neki. In zato jaz vedno, zdaj v neko zadnje čase probam čim bolj na glas ponavljati, Slovenija trenutno ima problem z odpadki. Ima. In mi smo na nek način malo invalidni ratali kot družba za temi odpadki. In zdaj, ko smo malo invalidni, mi damo nek primer, pa rečemo, gledajte, to je kot bi imel jaz 200 kg in sem, bom rekel, rato malo invaliden, pa sem že počasno na birglih. In zdaj se mi ponuja neka rešitev. Ali to svojo invalidnost rešim na način, da si kupim invalidski voziček, to pomeni, da zgradim sežigalnico, ali pa spremenim način življenja. To pomeni, da začnem drugače ravnati z odpadki. Ampak tam, seveda, Švic teče po hrbtu. In je težje. Ampak mi se moramo lotiti tega težjega dela, zato da bomo odpravili te krivice, kakršne so. Ne? Zdi se celo tako, da je neka nov hype se okrog teh sežigalnic pojavil s tem obiskom Dunajske sežigalnice, ko je šel bivši minister za okolje Leban z delegacijo gor, prišli so nazaj, se mi zdi, z full idejami, koliko sežigalnic bi lahko imeli, celo Tež se je omenjal kot možna sežigalnica odpadkov, ker zato mogoče bi bil dober. Ampak tukaj mogoče tudi pri Salonitu sem razmišljala, verjetno država vsako na nek način sežigalnico, sosežigalnico, ki že obstaja, na nek način malo tolerira, zato se zdi tako, zato ker je težko umeščanje teh objektov v prostor in verjetno tisto, kar že ima, hoče ohraniti. Ne? Ampak tukaj pri Salonitu recimo tudi oni sami povejo, da v bistvu te odpadki, ki jih sežigajo, ne rešujejo problema Slovenije. Oni uvažajo te odpadke iz tujine, iz Italije in iz Hrvaške. Ne? Torej, tukaj ne gre za to, da bi zdaj mi kot država, recimo, če govorim, tolerirali stanje tam, zato ker to rešuje naš problem. To rešuje tudi problem drugih držav. Se pravi, tam se kuri z odpadki iz Italije in iz Hrvaške. To oni v svojih dokumentih. A je ta podatek zdan, mogoče vi, gospod Kok, pride iz katere države teh odpadkov, ki se tam sežigajo? Mislim, jaz tega točno ne vem. Vem pa, da vozijo da prihajajo te odpadke iz Italije, potem jaz ne vem, mislim, mi vidimo kamione iz vseh sort držav, samo mi ne vemo, kaj to skot pride, ne? Skot to pride. Ne? No, odpadek je tako kot denar brez nacionalnosti. Jaz mislim, da ni razlike pri gorenju italijanskega ali pa slovenskega. Z Italije prihajajo gume, to vidim skoraj vsak dan, nekaj gume. Zdaj, nekje v Italiji, v Lignanu nalahajo te smeti, kar jih v bistvu pol prešejo v kocke, pa pol so zdaj kao 3D gorivo, tam nekje tam dol vozijo. Ne? Zdaj, prav vse ne vem. Ne. No, vsi neki sami povejo, veliko pa ne. Mogoče vam, gospod doktor, vi ste že parkrat opozorili in verjetno že večkrat, država in Salonit se sklicujeta na zakonitost in na to, da določenih mejnih vrednostih pri izpustih ne presegajo. Vi ste verjetno že večkrat rekli ta stavek, sem ga našla in je citiran: mejne vrednosti onesnaževal so zgolj politični konsens, nobena ni določena za to, da boste zdravi. Torej so te meje postavljene kot neke splošne in v okolju kot je Anhovo, pa verjetno danes sploh ne bi smeli razpravljati o tem, kje naj bo mejna vrednost onesnaženja, ki se ga bi lahko preprečilo. Ja, veste, mejne vrednosti postavlja dejansko vedno politika s konsenzom. Nekaj je tukaj znanja, brez dvoma.
ampak vedno gre za pogajanja, kaj bo država zmogla. Če mogoče najbolj nazorno povem, vrednosti, ki so bile dovoljene za izpostavljenost azbestu, so bile 172 delcev, se je takrat reklo, ker se je lepše slišalo, na kubični centimeter, zdaj je ta vrednost 0,01. Zelo podobno imamo z drugimi kemikalijami, recimo PVC je bil danes omenjen, če greste gledati sredi 80-ih let, je bila dovoljena vrednost, mislim, da 182 ppm, karkoli pač tam na koncu, danes je 0,01 in tako naprej. Skratka, več kot se ve, nižje vrednosti se postavljajo in večji kot je družbeni pritisk. Zato jaz tudi zdravnike učim, da nikoli ne gledajo, koliko so dovoljene vrednosti. Vi veste tudi, da pravilniki prihajajo za zamudo. Mi v Sloveniji še vedno nimamo določenih snovi, ki so dokazane karcinogene v naših pravilnikih. Ljudje nam pa še zmeraj umirajo. Če torej temu prišteješ še latentno dobo, to je čas od prve izpostavljenosti, dokler človek zboli, in samo pri azbestu imamo to dobo 40 let, recimo lahko tudi ali več, potem veste, da delamo vse zamudo, mi izgubimo generacijo ali pa 2 ljudi, preprosto zaradi neznanja. Iz tega razloga se uveljavlja, bi morala država delovati previdno. To pomeni, da bi morala predvidevati, kaj se lahko pri določenih izpostavljenostih naredi. In še nekaj. Ti normativi, ki so postavljeni za zdrave ljudi. Ne za otroke, ampak za zdrave ljudi. In zdaj, če grem korak naprej. Jaz sem že takrat, ko se še ni začelo sežigati, se spomnim bila pri takratnem ministru za okolje, ker je nekdo v Anhovem, ki smo ga vsi dobro poznali, umrl za enega drugega raka, in sicer za raka na možganih, o čemer se presneto malo še ve. In me je takrat gospod opozoril, da je nenavadno veliko ljudi, ki umirajo zaradi rakov na možganih. In kaj, če bi mi to zadevno nekaj naredili? In takrat sem šla jaz k ministru in sem mu rekla, takrat so še sprejemali, veste, zdaj ne sprejemajo več. In takrat sem mu rekla, nimate nobene pravice te doline še niti potencialno onesnažiti. Kaj pomeni potencialno? To pomeni, da tudi če ne vemo, s čim jo onesnažujemo, je že sama za stoletja naprej onesnažena. Tisti, ki poznate Anhovo, veste, da sta se iz 2 tunelov stekalo voda ven, ki je bila še, ko je bilo zorjenje cevi v vodi in ne v avtoklavih, etc., da niti ne govorimo. Vemo, da je v cementarni Krom 6 do prednedavnega bil. Zdaj veste, da se Krom 6 zamenjuje že kar nekaj let. Ampak Krom 6 je enak karcinogen, samo da povzroča raka na pljučih. To je bilo v cementarni. In so zelo dolgo časa se je Krom 6 delalo. Se pravi, ko smo študirali oboje zraven, kaj ti povzroča Krom 6 in kaj ti povzroča azbest. Skratka, in če na to dolino, ki je sama po sebi bolna, bolno je okolje, a veste, mi preprosto tisti, ki ste tam bili, jaz vsak 1. november obiščem ta pokopališča, tako kot je bilo v filmu, ampak ljudje božji, tam so ljudje, ki so od tega, to so cele kohorte, pravimo temu, ki so od tega umirale, vsak ima svojo zgodbo. Vseh 6000 ljudi praktično imam pred očmi. Zdaj pa v to dolino postavimo nekaj drugega, potencialno ogrožujoče za okolje. Jaz sem nikoli rekla, da ta tovarna ne dela protizakonito. Ampak nekdo je to omogočil. In ponavljam, v dolinah, kot je ta, v krajih, se ni Anhovo recimo, imamo Mežiško dolino, imamo vas v Zagorju, imamo PCB v Beli krajini. Kraje, kjer so onesnaženi bili v preteklosti, kjer je razgradnja doba
polovičen čas, ko se snov razgradi, ko je dolga latentna doba, nimamo nobene pravice in to jaz jemljem kot dejansko kratenje človekovih pravic, onesnaževati z novim onesnaževalcem, tudi če je potencialen. To je ena zadeva. Druga zadeva, morate vedeti, da je sodobna okoljska politika izjemno zvita. Kaj to pomeni? Če smo še pred 20 leti, se še zdaj govorimo, no, ker je plato še ni dosežen, ampak če smo govorili o takem polutantu, kot je azbest, ki ti nobeden ne more oporekati, so zdaj tako fine stvari, a veste, da tebi spuščajo v okolje 5, 10, 20, 50, 100 polutantov in dan dnevu ni enak. Zato, ker je odvisno, kaj so kurili včeraj, predvčerajšnjim in tako naprej. Zračunati kombinacijo teh snovi, ki prihajajo v zrak, posebej pa potencialno nevarno za človeka, posebej pa dokazati, da je ta kombinacija smrtonosna, je praktično nemogoče. Zato vse skozi govorimo samo o verjetnostih. Se pravi, mi vemo, da okolica sežigalnic, cementarne sosežig imamo samo še na Kitajskem, dobiš literaturo, kjer ti piše o posledicah. Vemo, da so težke kovine, vemo, da so pahi, policiklični aromatski ogljikovodiki, vemo, da so dioksini in furani, ki so bili že omenjeni, da niso v okolici sežigalnice, ampak da se dobijo tudi 1,2 kilometra proč, so največje koncentracije, da je večina vnosa preko od težkih kovin, veste, katere so, ker jih imate tudi vi, živo srebro, cink, nikel, kadmij, tam, kjer je kadmij, vedno išči tudi svinc, skratka, in da je večina vnosa preko hrane. In ugotoviti, in sedanja znanost se muči s tem, kako bomo ugotovili, da minimalne koncentracije snovi, ki pa skupaj delujejo, povzročajo nekaj. Ker Evropa postavlja normative za vsako snov posebej, me zastopite. Ta ne dosega normativa, ta ne dosega normativa, ta tudi ne. In imaš vse pod mejami. Kako deluje to skupaj na človeka, pa nimamo pojma. In jaz se bojim, da ne bomo rabili 70 let kupiti azbestu, ampak da bomo rabili 200 ali pa 300 let, da bomo več odkrili. In zato more država, če govorimo o zeleni državi, delati ne zdaj, ampak že pred 50 leti. No, ob vsem tem, kar ste zdaj povedali, pa gre politika oziroma ob vsem tem, kar ste zdaj povedali, pa gre politika čisto drugo smer, ne bližno, ampak drugo. Ne. Gre za neko liberalizacijo postopkov pri okoljski presoji vplivov in tukaj pač je prav, da tudi imamo kdaj imena teh ljudi, ki to zakonodajo sprejemajo. Recimo, velike zasluge za to, da imamo zdaj postopke, kakršne imamo in so zelo liberalizirani glede na leta prej, ima stranka Mira Cerarja, zdaj Zdravka Počivalška, se pravi gospodarskega ministra. Stranka SMC je bila na oblasti takrat prek Mira Cerarja leta 2016, ko so poslanci sprejeli novelo zakona o varstvu okolja. Ta zakon je spremenil, s tem zakonom je postalo okoljevarstveno dovoljenje neomejeno, prej je bilo omejeno časovno in avtomatsko zahtevana ponovna presoja okoljskih vplivov. Zdaj je to bistveno zrahljano, se pravi hkrati je zakon odprl druge možnosti zvišanja že dopustnih vrednosti onesnaževanja in tudi nekako otežil sodelovanje javnosti v postopkih. Za te spremembe takrat tega zakona, ki je padel, potem je dal državni svet veto, je bilo ponovno glasovanje, sta kot poslanca SMC glasovala tudi zdajšnji minister za okolje, to sem preverila, Simon Zajc, in zdajšnja direktorica Agencije za okolje, Liljana Kozlovič. Se pravi, dva človeka, ki sta zdaj ključna, ne? Proti je takrat glasovala samo Levica, poslanci SDS pa so bili tam, so zagotovili kvorum, niso pa glasovali večinoma.
Takratna okoljska ministrica je bila Irena Majcen in ona je liberalizacijo obranila z izjavo, da je delovanje vseh naprav in obratov pod neprestanim inšpekcijskim nadzorom, zlasti naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega. To je bila njena izjava, njen zagovor te spremembe. Mene zanima pač komentar tega s tem zakonom, s to spremembo recimo se je naredila neka dodatna škoda. Mogoče vi, gospod Ogrin, Macel, če imate kaj zapovedati o tem zakonu. Ja, takrat smo v bistvu na državnem svetu imeli kar, mislim, da 2 seje zelo burne. Ampak nekako spoznaš, kako ta glasovalni aparat funkcionira tam. Med samo sejo se zamenjajo nekajkrat poslanci, se smehljajo, gledajo telefone in na koncu, ko pride glasovanje, pridejo ta pravi noter, se usedejo in dvignejo roke. To je v bistvu naprej zmenjeno. Vse in je, kaj ti govoriš, vse in kaj jim ti razlagaš. Je tukaj trdo kožo, oni se v bistvu smehljajo, tukaj imajo neki oseb, ki za njih te zadeve izvajajo. Takrat smo, bom rekel, zelo napadali Ireno Majcen in pa Boltetovo. Zelo trda koža obeh dveh. Ena prav preizkušena, že kar nekaj let, ne. In bom rekel, na nek način tudi dobiva nekako nagrade, je leze po lestvici gor. Po drugo, kar je pa, to so na nek način opravičevali kot birokratsko oviro, na vsakih 10 let odpreti okoljsko dovoljenje, ne, in ponovno preučiti. In teh birokratskih težav je bilo ogromno, zato so rekli, da tega ne bojo več počeli. No, pa če pa se spomnite, ko so pa se te požari dogajali en za drugim, je pa ta isti predsednik stranke Cerar, ne, rekel, zdaj pa dosti tega, zdaj bomo pa vsa okoljska dovoljenja bomo odprli pa pregledali, ne. Prej niso mogli enega po enega, ne, ker je bila to taka birokratska ovira, potem pa on obljubil na eni televizijski oddaji, da bo se vse odprli in se bo vse preučili. Pa se odpirajo? Vse veste. No, kako je to, mislim, to je obljuba politika, pač, ne, ampak vidiš to neumnost, neko v isti fazi, v istem letu pravzaprav, ali pa leto razlike vmes, ti je to izgovor, da to ni možno delati tega, bom rekel, na vsakih 10 let, potem pa za PR rečeš, da boš odprl vse in jih boš preučil in boš ugotovil, ne, kaj tukaj ne štima. Ne. In drugo, kar je, če obljubljali so, da seveda ni potrebno, da smo zaskrbljeni, zato ker smo pravzaprav je pod neprestanim nadzorom tovarna in da če bi pa šlo za kako večjo spremembo, v tem primeru se bo pa okoljsko dovoljenje vseeno odprlo in se bo strankam v postopku pa okoljski zainteresirani javnosti dovolilo vstop v postopek. Ne. Zdaj pa, če gledamo zdaj, kaj se v Anhovem dogaja. Ne. Glejte, v Anhovem so, mislim, da bile 3 ali pa 4 spremembe od takrat in nobena ni ocenjena kot velika sprememba. In ti veliko spremembo dosežeš s 3 ali pa 4 malimi. In to je itak dejstvo, ne. To je že naprej, se ve. Ti rečeš, se bo odprlo, če bo velika sprememba. Velika spremembe ne bo nikoli, ker je boš s 3 malimi dosegel. No, in na tak način tako pač funkcionira kapital, ki sam sebi piše zakonodajo. Ena taka je zdaj, Salonit ima zdaj od spomladi letos odprto novo neko zahtevo za povečanje proizvodne prek podaljšanja obratovanja, če sem razumela prav. In to je dostopen dokument, smo si ga pač videli. In kot je razvidno iz dokumentov, Ministrstvo za zdravje oziroma Nacionalni institut za javno zdravje je dejal, kot on je bil vprašan v tem postopku, da mnenja ne more izdati in da potrebuje dopolnitve dodatna pojasnila. Čemur pa Salonit nasprotuje. Salonit je napisal v dopisu Agenciji za okolje, ki bo odločila, da oni celo predlaga, da mnenje Nacionalnega inštituta za zdravje ne upošteva. Da ga sploh ne upoštevajo. Hkrati v istem postopku tudi Urad za kemikalije reče, da bi bilo potrebno izvesti inspekcijski nadzor v Salonitu in ugotoviti, ali je potreben ponovni pregled okoljevarstvenega dovoljenja in preveriti nekatere trditve, ki so v javnosti zdaj v zadnjem času. In tudi tukaj Salonit pravi, citiram, inšpekcijskemu nadzoru nasprotujemo, ker jih vsebine, ki jih navajajo v Urad za kemikalije, niso relevantne pri konkretnem postopku. Se pravi, tukaj totalno birokratsko reagirajo in rečejo, da je to pač nek drug postopek in da to ni, in tukaj celo lahko verjetno uspejo pri nas, ne? Da to ni del te presoje.
Pod omenjeno sklepno stališče Salonita je podpisana vodja ekologije ter varstva in zdravja pri delu v Salonitu dr. Tanja Ljubič-Mlakar, poleg predsednika uprave Salonita Julijana Fortunata in člana uprave Tomaža Vuka. To je bilo 10 dni nazaj, to njihovo stališče. Zdaj vse to v rokah Agencije za okolje. Ne? Kaj bo ona storila, še ni jasno, ugibali raje ne bi pa povedali, da je strankarski šef direktorice Agencije za okolje, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki je tudi strankarski šef ministru za okolje. In po zadnjih informacijah Agencijo Republike Slovenije za okolje kar krepijo s kadri iz Ministrstva za gospodarstvo, zato ker pač so kadrovsko v manku, to je tudi novinarsko za preveriti, ne? In postaja, če se neumestno pošalim, Agencija RS za okolje prehaja v Agencijo RS za gospodarsko okolje. Ne? V bistvu, kaj bi tukaj bila rešitev, kaj bi tukaj bilo potrebno narediti, če se sploh kaj da narediti. Ne? Sprej, oni povozijo mnenje Nacionalnega inštituta za zdravje, povozijo mnenje Urada za kemikalije in odloči potem nek organ, ki ima zopet nekoga politično nastavljenega za direktorja in je verjetno to po eni drugi liniji gre kot po strokovni. Ne vem, gospa Fikvak, mislite, da se tukaj odloča stroka? No. Resne države imajo vsako odločevalsko telo, mora imeti strokovni background, strokovno ozadje. In seveda je potli pogajanja, se meni je to jasno, da so potli pogajanja, ampak predvsem gre za grozljivo pomankanje neznanja, strahotno. A veste, tako, da te prav zmrazi, kako nič se ne ve. In seveda v takem oblaku neznanja delati ni lepšega, kakor da razmišljaš samo o denarju. Ne? Jaz bi rad tudi povedal, da takrat, ko se je sprejemal ta nov zakon, smo mi obiskali tudi to parlamentarno, smo bili tam, kjer je za varstvo okolja, ne, smo bili na tem parlamentarnem odboru, bili smo pri ministrici Majcem, bili smo pri direktorici Arsa takrat, ne, in stvari, ki smo jih tam kot preprosti ljudje, ki priješ kje, ki misliš, da te nekdo ščiti, da imaš nekoga, ki te bo nekaj, mislim, to so bile grozljive stvari. Ne. Na parlamentarnem odboru za varstvo okolja so govorili, da če bomo ovirali sprejemite novega zakona, da bo ta industrija utekla nam v Afriko ali po neke druge države in da bomo ostali brez družbenega tega prihodka in take stvari. Ne. Odbor za varstvo okolja, ne, je to govoril. Potem smo šli direktorici Arsa, ja, je rekla, da je njena intimna želja, ampak da nikoli se ni ona upala sprijazniti s tem, da se pač sežiga odpadke v Anhovem. Ona nikoli se s tem ni upala sprijazniti in da to ni bila njena intimna želja, pa ne vem, kaj vse to, ampak da zaradi nekih pritiskov je pač prišlo do tega. Ne. In jaz sem tudi jih vprašal, ne, tam so bile 3 ženske na Arsu, sem jih vprašal, če so kdaj bile v Anhovem. In so kar ostale nekam tako, kar v bistvu niso vedeli, kaj odgovoriti. Pol je pa ena, ki je bila v bistvu zapisnikar, je rekla, ja, da enkrat je bila v Anhovem. Verjetno, ki je šla na Kanin, se je peljala tam mimo in tako. Ne. Tako da ne vem, jaz se ne znam predstavljati, kako lahko, ne vem, da bi jaz dobil, da bi mene opravili tehnične za moj avto, brez da sploh peljem pokazati nekomu, da bi vedno ne pogleda. Ne. In takih stvari smo videli nekaj neverjetnega. Ne. Ta gospa Irena Majcen takrat je rekla, ja, sem bila na obisku v Anhovem in je stanje neprimerno boljše in lepše, kakor v Trbovljah. Pa si jaz Uroša vprič nije vprašal, a je ta gospa sploh bila kdaj v Trbovljah? Je rekel, Uroš nikoli. Ja, pa je rekla, rdeče, je bilo malo narodno, pa kaj se je šlo mimo. Ne? In take stvari ne doživljaš, kako hodiš. A lahko še eno cvirk dodam. Jaz mislim, da je huje, kar se je nam dogajalo. Mi smo hoteli na vsak način, nekako sem se trudila, da bi očistili Slovenijo od azbesta vsaj, ne? Glede na to, da ne vemo, kdaj bo še ta vrh dosežen. In smo bili nekajkrat v državnem zboru, na komisiji, jaz sama sem bila pri sedanjem predsedniku državnega zbora, gospodu Židanu, ko je bil minister za kmetijstvo, takrat se je začelo. In ravno takrat je eden od vaših Anhovcev umrl, tako da sem bila še čustveno bolj nekako prizadeta. In sem mu to dopovedovala in smo takoj na odbor dali. Vsi odbori so sprejeli za zdravstvo, za okolje, katerikoli hočete. Niti enega glasu proti, prvič, drugič, tretjič. Skratka,
sklepi so napisani, zgodilo se pa ni absolutno nič. Bi še vi, gospod Ogrin, kaj dodali na to? Ja, tale inštrument, da po 10 letih okoljevarstveno dovoljenje podaljšajo avtomatično za nedoločen čas. Ne. To se je zgodilo tudi Salonitu, oziroma je pričakoval, leta 2017 bi mu poteklo, jesen, in mi moramo to zdaj izkoristiti Aarhuško konvencijo maksimalno, kajti okolje ima neko poseben status. Ne. Recimo, okoljski podatki so dosegljivi, tudi skrivati ne morejo več. Ne. Imamo prakso v tem, da smo dosegli, če imena črtajo, ampak moraš tekst dobiti. Ne. Torej, moramo uveljaviti, da se ta člen črta ven iz zakonodaje. Namreč tudi najboljše tehnologije, kot za takele velja, se menjajo z leti in 10 let je zelo dolga doba. Poleg tega se pokaže, kako je v teh 10 letih poslovala firma, kaj so ljudje doživljali, kaj imajo pripombe, torej mora iti v javnost zadeva. Ne? In to bi mi morali po moje doseči skozi Aarhuško konvencijo. Potem se je pa še en člen pojavil. Veste, zdaj je bilo, pravzaprav nikoli ni bilo toliko slabo, kot je zdaj glede okolja. Namreč te vrli politiki so začeli z enim izgovorom, da je treba zmanjšati administrativne ovire in seveda okolje, ne, je huda za njih, ne, ovira, se pa tiče prebivalcev, ne, to je tisto, in njihovega zdravja. Ne. In so uvedli tudi predhodni postopek. Ne. To je postopek, v katerem firma vpraša, ali rabim okoljevarstveno dovoljenje ali pa soglasje ali ne, in potem Arso sam odloča brez javnosti, da mu recimo omogoči, da mu ni treba iti v javnost s svojim predlogom. To je druga taka, in to so začeli že zlorabljati spet. Ne. To je taka luknja zdaj. Tako da te dve stvari moramo črtati iz zakona o varstvu okolja. Gospod Bevčer, jaz bi vas še vprašala eno stvar. Vi v bistvu nimate sreče z državo, če tako rečem, ampak tudi nimate sreče z vašo občino, če tudi tako rečemo, ne? Z županja. Ne? Če odmislimo vse prejšnje, zdajšnja županja prihaja iz vrst, pa ne da je to relevantno, Socialnih demokratov. Pri njej težko poveste stvari, sem izvedela. Vi tudi ste na volitvah dosegli nek rezultat, potem pa zdaj niste člani nobenih odborov v občini, čeprav vem, ste bili vsega nekako izločeni, se pravi, nimate neke moči. Vem pa, zakaj je to, če ne vem, zakaj, mislim, vam lahko preberem pol, ampak najprej vi povete. Ja. Mi smo dosegli kot lista za zdravje in kakovost bivanja, smo dosegli drugi rezultat na občinskih volitvah. Ob tem, da smo do zadnjega dneva še zbirali podpise po hišah, da je bilo v bistvu so bile te volitve strašno kaotične, ker nismo imeli take možnosti kot druge stranke, da so samo predlagali kandidate. Mi do zadnjega dneva sploh nismo vedeli, da bomo skoraj nastopali ali ne. Ne? In zdaj kaj? Niste člani nobenih odborov, ne morete nadsoditi. Ja. Nismo člani zaradi tega, ker so nas pač verjetno namerno izločili iz tega. Da mi v bistvu smo predlagali, to je tako, ne, več odborov je in tam po zakonu mač, da je svetnik, ne, pač mora biti vsak svetnik član nekega odbora, ne, ampak pol pridejo pa še zunani člani, ne. In tam smo mi predlagali kandidate, ki so imeli vsi visoko šolo, pa celo doktorje, magistre in to, in niti eden ni prišel skozi, niti eden v noben odbor, tako da v bistvu smo prav izločeni iz odločenja. Zakaj ste pa imeli čudne predloge? Ja, tako šalim je. Se. Ampak zdaj, kar bi rad rekel od županje, ne vem, če pogledate zdaj, kar je Uroš izdal to poročilo ven, ne, je vse televizije, kar jih vem v Sloveniji, vsi časopisi so o tem pisali, veliko se je govorilo o tem, ne, tako da ne vem, bi pričakoval od županje, glede na to, da se to dogaja v naši občini, v našem kraju, da bi se saj nekako oglasila, pa nekaj povedala njeno mnenje o tem, ne, ampak nič, v bistvu. Sploh, ko da se dogaja to, ne vem, nekje
ne vem, kje v Prekmurju ali pa na Madžarskem, nekje, v bistvu ni to problem naše doline. No, mogoče morate... Skoraj nas ne, v bistvu mi smo že v prejšnjem mandatu smo bili v bistvu skoraj res tiska, ni potreba, ne, v bistvu skoraj sovražnik občine, ne. Anhovo je en mali del občine Kanal ob Soči, ne, ki ima pa velike koristi od Salonita Anhovo. Ne. To so zdaj uradni podatki, kar bom povedala, ker se v zadnji številki internega časopisa Salonit sam pohvali svojo donacijo in sponzorstvo in s tem. On pravi, da je njegov letni prispevek v občino 1 milijon evrov in sicer 600 000 evrov računa prek dohodnine, se pravi, on to računa kot svoj prispevek, to kar ljudje. Še 400 000 evrov pa je lani podelil sponzorstv. To je cela plejada, cela vrsta društev. Se pravi, tukaj gre za neko zagato, pač včasih tudi 500 evrov nekoga utiša pač. In tukaj pač to je zelo močen akter finančni v mali občini, vi ste samo del občine in pač nekako je razumljivo, zakaj je stanje tako, kot je, nažalost, ne. Da pač tukaj občini bolj koristi Salonit kot vi. Nažalost tako. No, zdaj bom samo še eno stvar omenila v zvezi z Arsom. Marca letos je Arso izdal Salonitu zeleno luč za pridobivanje laporja in apnenca. To nujno rabiš za proizvodno cementa in to se črpa iz ene gore, tam v katero vi gledate vsi v Anhovem. Povečal je dovoljenje iz 1,3 milijona ton na leto na 2 milijona. Se pravi, skoraj podvojilo se je količina, ki jo lahko izčrpa Salonit. Površina kamnoloma se bo posledično več kot podvojila. Šlo bo iz 470 na 980 kvadratnih metrov bo ta kamnolom po novem lahko zgledal. In ko je poslanec Levice, to bom pa zdaj mogla prebrati, ker je zanimivo, nedavno postavil poslansko vprašanje, zakaj plačuje Salonit tako poceni to koncesijo za izkoriščanje laporja, ki je neka naravna dobrina, ki je pač tudi omejena in ki je od nas vseh, če sem zdaj malo tako, samo 18 000 evrov plačuje za to koncesijo, da to lahko izkopava in je to primerjal s koncesijami za igralništvo, ne, tam, ker nič ne izkopavaš, mora Hit plačati 350 000 evrov, ne, letno, ali pa Soške elektrarne morajo za izkoriščenje Soče plačati dobrega $500 000, ker to počnejo. Skratka, 18 000 evrov pa plačuje Salonit za to, da tamle goro izkopava. No in zdaj vam bi rada prebrala, ker to je težko razumeti, če ne prebereš iz originalnega dokumenta. Evo. To je zdaj originalen odgovor, ki ga je dobil poslanec Kordiš Levica na zaključni del bom prebrala. Citiram, višina plačila za pridobivalni prostor je določena na podlagi števila točk za 1 hektar pridobivalnega prostora. Višina plačila za mineralno surovino pa se določa kot vrednostni znesek po enotah določenih vrst mineralnih surovin, izražen z določenim odstotkom plačila oziroma številom točk. Vrednost točke je bila nazadnje določena z odlokom o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine v letu 2018. Višina koncesnina je torej določena z uredbo, ki pri izračunih in odmeri ne upošteva poslovnega uspeha koncesionarja ali regije, v kateri se izvaja pridobivanje, prav tako pa ni primerljiva s koncesninami na področju ostalih dejavnosti. Za morebitno spremembo poenotenja višine koncesnin bi bilo potrebno doseči širši konsens na nivoju vlade RS. Konec citata. To je odgovor, ki ga dobiš, zakaj ena tovarna, ki je v tuji lasti, ki tukaj kople in to rabi za svojo proizvodno, plačuje 18 000 evrov za izkoriščanje ene gore. Zdaj bi jaz počasi, ker smo že zelo dolgi nehala, bi pa na koncu čist povedala še eno stvar, ki je v bistvu najbolj ali pa zelo temna plat te zgodbe, o kateri smo danes govorili in se je že pokazala pri gospodu Macerlu. To so pravni pritiski oziroma, da ne rečem, grožnje. Ne? In Salonit namreč nad prebivalce, tudi če zgolj izražajo skrb, ali pa če so strokovnjaki, tudi gospod tamle je to doživel, spušča odvetnike. Pošilja za vsako izjavo dopis, zahteva umike vsebin, popravlja vsako besedo, zatakne se na vse, zdaj bom par primerov povedala,
In jaz upam, da je ta odvetnica plačana po številu besed, ker zelo dobro zasluži, če je potem plačana. Ker oni se zataknejo na vsako stvar, ne. Hočejo pač utišati vsakega, ki govori in to je to. Zdaj bom povedala, recimo, leta 2016 je gospod Ogrin, ki tam sedi, je rekel stavek: ta plastika daje zelo nevarne snovi, ki se imenujejo dioksini in furani, se akumulirajo v telesu in tega nihče ne meri, nihče ne ve, kaj prihaja iz dimnikov. Salonit je pisal njegovemu delodajalcu, Inštitutu Jožef Štefan, in z maksimalno vljudnostjo, to je tako zelo osladno, opozoril, da je Salonit aktivni podpornik mednarodne podiplomske šole Inštituta Jožef Štefan, verjetno bi nehal financirati, a ne? Vaš delodajalec jim je odgovoril, da vsak raziskovalec nastopa samostojno, da se o strokovnih vprašanjih ne daje skupnih stališč inštituta. Se pravi, poslal ga je tam nekam. Drug primer je v bistvu tudi zelo grozen. To je primer, ko je Salonit na zdravniško zbornico preko odvetniške pisarne Nine Zidar Klemenčič zatožil 3 lokalne zdravnike in zdravnice in zahteval mediacijo, ker so imeli eno predstavitev raziskave o stanju zdravja občini. Nam so na zdravniški zbornici potrdili, da v primeru, o katerem sprašujemo, do mediacijskega postopka ni prišlo, saj zdravniki zanj niso podali soglasja. Skratka, zdravniki so se uprli temu, da bodo mogli karkoli tam Salonitu pojasnjevati. In kaj so to izjave, ki jih tako vznemirjajo? Ena od zdravnic, gospa Nevenka Mlinar, je recimo javno večkrat že povedala, da je v ambulanti v Desklah pojavnost raka 122krat večja kot v povprečni ambulanti v Sloveniji, da od nekdaj velja, da pljučni bolniki živijo v nesnaženem okolju in to, kar je verjetno ekstremno sporno za Salonit. Študije kažejo, da je v okolici nekaterih sežigalnic odpadkov povečana incidenca rakavih bolezni. Skratka, oni tudi preprečujejo, da njihovi sosežigalnici, rečeš sežigalnica, to skrajno popravljajo, a ne, to se nič ne sme reči. Ampak to so recimo, da gospod Ogrin ima neke izkušnje z odvetniki, pa da zdravniška zbornica, pa zdravniki tudi nekako vejo ravnati s temi odvetniškimi grožnjami. Tukaj pa bolj to, kar ona izvaja tudi nad vašim društvom. Ne. Tukaj recimo sem dobila aprila 17 opomin in prepoved nadaljnjih kršitev društva Eko Anhovo, ker so se izjave članov Eko Anhova in Dolina Soče pojavljali v medijih. Ne. Tukaj je, mislim, da je 12 ali koliko strani teh izjav, kjer ona oporeka, ampak zdaj bomo povedala, čemu ona vse oporeka in kaj po njenem je grozno. A ne. En član Eko kroga, ki je danes tudi z nami, je rekel, da se na dan pokuri v Anhovem 400 ton odpadkov in sprosti 300 000 kubičnih metrov izpustov, obremenjenih s strupi. In odvetnica je na to izjavo pač protestirala, da je v celoti neresnična trditev, da so izpusti njene stranke obremenjeni s strupi. Saj, citiram, ti izpusti v relevantni zakonodaji niso opredeljeni kot strupi. Ne? Ker se to v relevantni zakonodaji, ki oni spoštujejo, ne reče strupi, tudi nišče v Anhovem ne sme uporabiti besede strup. A ne? Članica Eko Anhovega je recimo dejala, to je tudi en zanimiv primer, da gre pri tej zgodbi boj z mlini na veter. Pa ste odvetnica je to demantirala z, citiram, izjava namiguje na to, da naj bi bila naša stranka neizprosno velika korporacija, ki na plečih prebivalcev kuje svoj dobiček, kar je v celoti neresnično. V konkretnem primeru ne gre za nikakršen boj z mlini na veter, pač pa za zakonito delovanje naše stranke, s katerimi se vaše društvo očitno ne strinja. Ja, se tle bi jaz dodal, ne, da bi lahko vse malo pogledali na koga to tle naslovijo. Ne. Ta gospa je moja svakinja, ne, in je, moj brat je umrl pri 48 letih, je bil pacient od doktorja in v bistvu kakšna osebna tragedija in zraven moža je izgubila še 7 sorodnikov. A razumeš? In pol, da ti reče, bojimo se mlin na veter, mislim, to je šokantno, no, mislim, kje je etika teh ljudi, ker to pošiljajo, jaz ne razumem več. No, na koncu tega dopisa, kar je zame tudi recimo še bolj, pa kar uporablja to besedo perverzno, je to, da ona na koncu, ona ve, da vi niste pravniki, niti niste doktori prave, niti niste, ne vem, magistri prava, niti nimate veliko pravka na srečo v življenju s pravom, ne? In ona
tukaj vsako besedo korigira, vsako besedo in na konci navede, da so člani društva v celoti z neresničnimi trditvami nedopustno posegli v ugled in dobro ime naše stranke, ki da jih nastaja nepopravljiva škoda. Na to navede, da na podlagi 183. člena obligacijskega zakonika sodišče prisodi pravni osebi pravično denarno odškodnino neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi, če premoženjske škode ni, če spozna, da okoliščine primera to upravičujejo in nadaljuje, glede na način in težo kršitev, ki ste vi naredili, so predpostavke za odškodninsko odgovornost v konkretnem primeru nedvomno podane. In jim potem naprej še razloži, kdo v društvu vse bo nosil finančno breme. To je skrajno nedopustno, zato bom jaz prosila, oziroma jaz sem teh primerov zdaj že veliko zbrala, te njene, in bomo to poslali pač odvetniški zbornici na disciplinsko komisijo, naj odloči, ali je to primerno, ne, kajti kodeks odvetniške poklicne etike obstaja, če verjamete ali ne, in celo pravi v poglavju osebnost, piše, odlikuje pač ta odvetnika, naj se v humanosti in spoštovanju človekovega dostojanstva, in hkrati je en člen, ki pravi, govori o nasprotni stranki in pravi, odvetnik ne sme izkoriščati nepoučenosti, zmote ali boječnosti nasprotne stranki, zlasti, če ta nima pravnega zastopnika, da bi dosegel neupravičen uspeh za svojo stranko. Skratka, ne sme groziti. Zato bomo to naredili, verjetno stanovske. Hvala vsem, da ste bili tukaj. Jaz bi zdaj prosila za konc, gospod, ki je z nami iz Salonita, je tudi avtor ene himne, ki jo je napisal, da bi opolnomočeval ta boj z mlini na veter. To zdaj vsi moramo reči, da je to velik boj z mlini na veter in da je ena velika katastrofa. Tako da bomo zdaj njegovo pesem poslušali. Hvala, ker ste bili tukaj. Hvala. Na začetku bilo nas je le 5, zdaj vsak dan nas je več in več. Mi nobenega se ne bojimo, mi za pravo stvar se borimo, nas ustaviti ne more več nihče. Nihče. Dajmo ljudje, budmo se, potem ne ustavi nas nihče. Nihče, za otroke se borimo in za čisto dolino, da otroci imeli mi, pravi vzeli ste nam mi. Za otroke se borimo in za čisto dolino, da dolina zaživi
A bi to imel kakšno vprašanje? Aha, bi. A lahko še to minuto, 2, 3? Lahko, mislim, saj mogoče je to fair, da na kratko ne bomo več dolgo, ker smo res dolgi, ampak najlepša hvala. Tudi za samo prezentacijo in predstavitev. Morda bi bilo smiselno, ker v tej sobi pač malo, glede na samo problematiko, da bi takšno srečanje, no sicer je posneto, ampak če bi bilo to v Desklah ali v Anhovem, se mi zdi, da bi bila dvorana polna, pa da bi se o tem tudi še večkrat govorilo, a ne? Sama javna debata, se mi zdi, da pri nas take stvari manjkajo v tej smeri. Zdaj, ne da bi vas obremenjevali, ne, se ni panike, se mi zdi, da bi bilo zelo fajn, se je pa tudi že v preteklosti bilo, tako da razumem z tega stališča. Jaz bi imel samo vprašanje za gospoda Uroša. Zelo dobro ste pač predstavili situacijo, pa tudi morda za v prihodnosti, ne, kako bi se stvar reševala. Ampak dosti se govori o tem, dosti se piše, ampak nekih zelo konkretnih smeri na kratki rok pa še zmeri ni. Kaj vi mislite, da bi bilo, nekateri ste rekli, da bi bilo najprej smotrno znižati emisije v primerjavi z sežigalnici. Vse sem prav razumel, da bi najprej zmanjšali emisije, da bi bile cementarne enako s sežigalnicami kot Dunajska cementarna, potem ena varianta je tudi, da bi zboljšali samo filtre, dimne pline. Kaj še na kratki rok, na daljše proge, so take stvari, ki ste rekli, da bi mogli cel sistem spremeniti, samo to je zelo kompleksna situacija, ne. Jaz samo zelo čudno vprašanje, ampak a imate kaj v mislih, da bi se dalo spremeniti? Zdaj, če bi vedel točen recept, kako rešiti situacijo, bi bil to ziher vprašanje ali pa odgovor za milijon evrov, ali pa za kaj več. Jaz pač porujem tako čisto po kmečki logiki, pa improviziramo, ampak moje osebno mišljenje je, če štartamo zdaj v tem trenutku, da dosežemo na evropskem nivoju ali pa v Sloveniji, da bomo ugasli, da bomo preprečili sežiganje odpadkov od cementarn, jaz mislim, da je preveč ambiciozen korak, prvi korak. In mislim, da nam ne bi rato. Niti v Sloveniji, ker če v Sloveniji štartamo na to, da bomo preprečili sežig odpadkov od cementarna, je to ena sama cementarna in težko, mislim, da bi to vlado ali pa kjer pozneje prepričali, ampak moče se motim. Ampak v vsakem primeri pa jaz mislim, da vsak pa razume eno, da mislim, ne povejo, z katerega razloga so ljudje, ki živijo ob cementarni, deležni nekajkrat več nevarnih strupov kot tisti, ki živijo ob specializiranih sežigalnicah. Zakaj je enim tovarnam, ki delajo milijonske dobičke, dovoljeno, da jim ni treba čistiti dimnih plinov? In če v prvem koraku naredimo to, da jih stisnemo tukaj, da morajo tukaj prečistiti dimne pline, kot jih prečisti Dunajska sežigalnica, je to po mojem prvi pritisk, ki se mora narediti. Drugo, kar pa jaz mislim, da je treba več front odpreti in na vseh frontih biti zelo aktiven. Eno so donacije, ne, na katere je treba, mislim, na vse možne načine je treba opozarjati, da te donacije po mojem osebnem mišljenju niso dobronamerne. Te donacije so zato, da se kupuje tišina, da se kupuje ljudi, da v bistvu da se ne uprejo, ampak po drugi strani si ljudje s tem, ko prejemajo te donacije, na nek način, moje osebno mnenje spet, prodajajo zdravje svoje, od svojih otrok in še kakih generacij, ki pridejo. Ne? In na to je treba na čim bolj transparenten, glasen način opozarjati, zato ker to je njihov načrt, ki zelo dobro funkcionira vse posod, kamor mi pridemo, na isti način, na isti recept. Grejo v lokalno skupnost, grejo na lokalne volitve in na vsa športna društva, kulturna društva, gasilska društva in v bistvu na šole, vrtce, na vsem možno. In v bolnice, in v porodnišnice. Oni točno vejo, kdo so najbolj ranili in tudi točno vejo, koga se najbolj bojijo, če se upre. In bojijo se zdravnikov, bojijo se šol, bojijo se kulturnih društv, športnih društv in tam seveda donirajo.
In običajno so takšne sežigalnice oziroma cementarne pripeljale v okolju, kjer je socialno, bom rekel, šibka stvar in kjer ni drugih, ki bi donirali. In oni so pač boki batina tam, kar se tiče talanja gnarja. In seveda to na en umazan način izkoriščajo. Tako da ljudem je treba čim bolj, bom rekel, dopovedovati, da je treba ratati neodvisno od tega. In seveda še ena fronta, ki se odpira, je pa ta pravni boj na postopkih. Na Arsu, na MOP-u, na sodiščih, vse, bom rekel, na pravu je treba maksimalno skozi delati. In če gledamo v tem trenutku en odgovor, ki so ga dali, oni bi povečali količine sežganih odpadkov, ne dovolijo, da dajo mnenja ključne osebe, ki bi ga mogli dati, in po drugi strani kot izgovor, en odstavku, ki je mene recimo zrevoltiral, pa ga ne slišim prvič, tudi v naših primerih, se ne pričakuje bistvenega poslabšanja zraka. S tem, ko bojo naredili to in tukaj povečali količino odpadkov, se ne pričakuje bistvenega povečanja. Kaj pomeni bistveno povečanje? Koliko je to za njih? In ali ta dolina premore še kakršnokoli povečanje? Ali mi se moramo pogovarjati o zmanjšanju, ne o povečanju, Tako da, mislim, oni si dovolijo vse živo od teh pritiskov, ki jih izvajajo. In en od teh načinov je pa seveda upor proti tem pritiskom. Zato smo se mi na nek način tudi v Ekokrogu na ta način odzvali, kot smo se. Zato, ker smo videli tega tukaj na vse aktiviste, na zdravnike, na društvo, na Zero Waste Europe in tako naprej. In mi smo v nekem točki rekli, da pa tega treba dost in najti način, kako bomo Sloveniji čim bolj jasno pokazali, niti koraka več nazaj. In pač smo to z neko akcijo tudi probali spalati in jim je treba jasno povedati, niti koraka več nazaj, In seveda, korak po korak, pa sem prepričan, da se bo naredil nekaj. Pri nas nihče v začetni fazi ni mislil, da bo tu let trajal, kakor je. Ampak istočasno niti nismo upali, da nam bo ratalo to, kar nam je. Ampak nekako je. In bistvo vsega je pa njihov način, je pa seveda izčrpavanje. In nikoli pristati na to, da se predate. To je pa eno od osnovnih stvari. Dokler bomo skupaj iskali rešitve, je samo vprašanje časa, kdaj jo bomo najdli. Če se bomo pa, bom rekel, padli v sebe in bomo rekli, da se ne da, potem pa pač se ve, kdo je zmagal. Hvala. Naj sam še dodam, prav vsem se strinjam. Treba je vedeti, da je pravzaprav okolje branimo prostovoljci. To je neverjetna razlika proti dobro plačanim ljudem, ki imajo še pravne službe zraven. To je, pravzaprav se naši državljani ne zavedajo, kdo sploh brani okolje. Za samo občino, prejšnji župan Mafi, recimo je bil čist pristaš, njihov vse požaril. Torej, lokalne volitve postajajo izredno pomembne in tega se mogoče prebivalci niti ne zavedajo dovolj. Postaviti svoje ljudi na občinski svet, ki bo potem naprej fural. To je velika, bi rekel, močna ustanova, občina kot taka, da zdrži tudi eventualne pritiske. In vse take občine, ki imajo taka podjetja, 200 zaposlenih recimo, to je stalen pol na glav dobijo, mora že planirati nadomestna delovna mesta, da ne bo monopolist tam prisoten. Torej, mladim omogočiti na nek način, da ustvarijo podjetje tam, začnejo delati tam, produktivne stvari in tako naprej, da počas izrinejo to fabriko kot ključno za kraj. To bo trajalo nekaj let, ampak je treba na tem delati, občina mora na tem delati. Potem mora zahtevati recimo določen denar od države. Tukaj mora biti neizprosna. Pa še nekaj, recimo mi moramo brati, imam rekel na tone, ampak na stotine strani, okoljsko poročilo, naprimer, je noter pisalo, da je ta dolina lepo prevetrena, ker pač iz hribov pride dol zrak kroži. V resnici pa, če greste slikat ali pa poduhate, če jaz pridem recimo v Šoštanj, Velenje, takoj začutim razliko, kot ste vi rekel, če ste tam, ne čutite več, ampak če prijete iz drugega zraka, takoj začutite. Ja.
No in recimo tako stvar so spustili skozi, ne, da je krasno prevetrena. Ne. In potem imamo posnetke na vašem društvu in drugje, ki kažejo čisto drugo sliko. Odlični posnetki Uroša so bili iz cementarne Lafarge. Kako oblak praktično stoji gor, pa to ni oblak pare, tisti bi se razkadil, to je en drug oblak. Torej, slikati moramo in ne vem, kje bomo dobili denar, da bomo neodvisne kontrole začeli delati. Ne. In zahtevati tudi. Ne vem, ampak bo treba na tem delati. Torej. Lahko samo eno najnovejše. No. Kako naša občina... Aha, tako, ja, se sliši. Ja. Kako naša občina sodeluje z, to bom rekla, kar z Salonitom, ne? Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica in občina Kanal ob Soči prirejata srečanje na temo možnosti pridelave zelenjave in sadnih vrst na območju Gorenjega polja. To je, Gorenje polje je ravno nad, ja, tako, no. In to naj bi bilo zdaj v četrtek v sejni sobi občine Kanal. V predstavitvi bodo predstavljene prednosti uporabe urejenega namakalnega sistema za namene pridelave zelenjave in sadja. Predstavljene bodo primerne kulture za gojenje, tehnologija pridelave in zahteve po vodi. Predstavitev bosta vodili specialistka za vrtnarstvo Jana Bolčič in specialistka za sadjarstvo Irena Vrhovnik, obe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. No, to, da se je gor napravil namakalni sistem točno nad kaminem in prejšnji župan in prejšnji župan Mafi je rekel, da to zelenjavo bodo dajali vrtcem in šolam, ne? Ker to je katastrofa. No, samo toliko sem. Ampak, oprostite, ja, mogoče bi samo tu dodala. To se veže v literaturi, nobenega dvoma več danes ni, da zažigalnice starega tipa povzročajo točno določene vrste raka, to se ve. Povzroča se non-Hodgkin limfom, povzroča se nesarkomske rake in to recimo je največja verjetnost bila izračunana ravno v Italiji. Poleg tega pa cel kup otroških sprememb na plodu in na otrocih in tako naprej. Skratka, tu je znano. Kaj povzročajo, no, in za cementarno smo rekli, kam spada, ne? Kam povzročajo čista nove tehnologije, ni niti enega članka na svetu še napisanega zaradi latentne dobe, samo en južnoameričan, ki se piše Tito, je rekel, da ni nobenih posledic. Ampak, kar vam hočem povedati, imate dosti zelo brihtnih ljudi. Za voljo Božjo, to literaturo naj se prebere in naj se pokaže ljudem v preprostem jeziku. Glavni izvor je vnos skozi hrano, ker tam se vam nabirajo težke kovine, tam se vam nabirajo pahi, tisti, ki obstanejo in tako naprej. In če tu iz dneva v dan našaš in če tu vnaša otroško bitje, mi temu rečemo okna. Če otrok tu dobi, je nekaj čist drugega, kot če dobi 60-leten človek, a veste. To je čist nekaj drugega, ker otroku, če prešteješ tistih 20 let ali 30 latentne dobe, bojo zbolevali pri 30 letih. In za voljo Božjo, kaj bo vrtnar od tega vedel? Ampak morajo pa vedeti ljudje in mora vedeti gospa županja, ne? Zato delati, mislim, jaz se z vsem strinjam, kar ste slišali, ampak na vsak način bo treba politično v tem smislu, da se ta bullshit, oprostite, ta krep ne sprejema, ker to ljudje, žrtve bojo še naprej, o tem ni dvoma. Glede azbesta, naj sam še to omenim, ste pokazali eno prazno stavbo brez oken, kjer naj bi not bili še ostanki azbesta. Tam skozi veter piha in tako naprej. Pa ne vem, a je še, ali so že čistili.
Kaj bi jaz lahko nekaj povedal tudi zaradi tega krožnega gospodarstva. Ne? Krožno gospodarstvo je takšno tu v Anhovem. Pač Salonit dobi denar, v cementu so toksični pepel, ne? To dobiste tudi vsi, to vgradimo v hišo in to, ne? In za dimne pline, kako jih očistijo, ne? Pač jih ne očistijo. Tam so vrečasti filtri in gre, kar gre. Večina gre v zrak. To imamo mi, na primer, kadmi, ki so z nizka temperatura, ne grejo skozi dimnik. Kar se tiče pa nikelja in to gre pa v cement. Ne? Tako da dobimo vsi nekaj po vrsti. In tu povprečje, na primer, Uroš, ti si rekel, pač to hitrost, to ni, ne, po mojem, ne drži. Ne? Ti povem drug primer. Pač v avtu je šofer, ki je pijan in še dva potnika. Policaj ustavi in pomeri šoferju, ja, ti si pijan, pa pomeri še tista dva potnika, ja, vi dva sta trijezna, lahko greste naprej. Tako je cementarna. Ne? Pač treba poznati tehnologijo, ne? Kar oni nam prikažejo z emisijo, je to emisija in oni nam prikažejo emisijo. Ne? Pač, če se kar dobro spoznam na tehnologijo, to gospa tudi Dodič verjetno ve, ne? Delal sem cementarni in točno vem, kako cementarna dela. Ne? Tudi na Arso, ko smo prišli, Salonit predlaga, Arso sprejme. Ženska sploh ne ve, kaj podpiše. Podpiše smrtno obsodbo, sploh ne ve in še za nagrado dobi drugo delovno mesto. Ne? Tako da to je tako prav butasta država in butasta občina. Hvala, ste me poslušali. Jaz bi rada še eno dopolnilo nam vsem povedala. Rada bi združila dve debati. Debato o elektriki, ki smo jo imeli tukaj, in debato o zraku. Anhovo namreč spada med največje porabnike elektrike v Sloveniji in vsi mi jim sponzoriramo to elektriko. Imajo izredno poceni elektriko in država vsako leto da ogromno sredstev tem tovarnam oziroma tujim korporacijam. Hvala. Bližje kot Anhovo, ker tovarna je na 4 kilometrih dolga. Anhovo kot kraj, ki je bil izredno lep in je imel od teniških igrišč do bazena in še ne vem česa v času fašistične Italije, bom rekla, a ne? Danes je to mesto, ki ga več ni, oziroma kraj, ki ga ni, tako da kanal v bistvu je veliko bližje dimnikom, ampak to je samo zelo sarkastično povedano, a ne? Se pravi, da to mene zelo moti, ker se reče Anhovo, ne? Anhovo ga več ni. To, da bi rada vsem povedala, je v bistvu Soška dolina od Gorice do Bovca, do Bovc je mogoče daleč, mogoče je to Tolmin, pa so Goriška brda, ker jaz zjutraj, ko vstanem, najprej pogledam, boste verjeli ali ne, kako se kadi iz kamina. Mislim, to so grozljivi občutki, ki jih človek težko pravzaprav opiše. In Gorica spi, brda spijo, nič ne ostane v Anhovem, ki ga več ni, gre v kanal, gre na vsa, jaz mislim celo tudi do Triglavskega narodnega parka, ker tako kot je, ne bom pozabila, gospod Ogrin je rekel, da to gre 50-60 km stran, tako kot prehaja afriški pesek k nam, tako prehajajo ti dimni plini, v bistvu nobeden ne ve kam. Tako da mene osebno, čeprav sem se priselila v Anhovo, sem drugače iz kanala, ampak me zelo moti, ko se ne govori, kot je Teš ali pa Lafarge, ampak se reče Anhovo. Anhovo je kraj, ki ga danes več ni. In to bi rada, da je problem celotne Soške doline in širše. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bomo pa, če lahko, zaključili, ker je res smo zdaj že 2 ure. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste prišli poslušati in vsem, ki ste sodelovali. Hvala.